Jaz sem Špela Kosmač, sem predstavnica podjetja Kardia. V športnem svetu sem v bistvu že od malih nog. Sem bila bolj aktivna v plesu, pa na začetku nekaj v tenisu, v košarki. Tako da trenutno sem noseča, tako da za praktičen del na koncu bom imela enega asistenta. To pa ne pomeni, da se takrat ne smeš gibati, ampak bo tudi iz praktičnega vidika meni lažje, da imam nekoga pred sabo, da pokažem, kako naj bi vaja izgledala, pa lahko zraven kaj razložim, kot pa če sem jaz sama za vse, a ne. Še zmeraj sem v bistvu do konca junija vodila tudi vodene vadbe z normalno skupino punc od 30 do 50 let. Tako da sem vse normalno zraven delala, še zmeraj hodim v hribe, pač tempo je malo počasnejši, a ne, ampak ni pa zdaj to izgovor, da bi se recimo zaradi tega nazaj držala, pod pogojem seveda, da se jaz v redu počutim, kar pa hvala bogu se. In to je v bistvu tudi vodilo za vse, ki poslušate, da če se dobro počutite oziroma če vas nič ne boli, če vam neko gibanje ne sproži še dodatnih bolečin, potem pač je to dobrodošlo, sigurno, a ne. Vsak, ki nekaj priporoča gibanje, ne misli s tem, da morate tako recimo starošolsko iti pa se ubiti pa do konca narediti na vse ali nič, a ne, pač štejejo že vsi najmanjši koraki, najmanjši premiki, sprehodi, tako da je čisto odvisno od našega življenjskega sloga, kaj nam odgovarja in kaj za nas pomeni neko kvalitetno gibanje. Bom pa v uvodnem delu šla kar precej v podrobnosti tega bolj zdravega življenja, zakaj je res pomembno, da se gibamo. Na koncu bomo pa naredili predstavitev parih čisto osnovnih vaj, ki so zdaj že po moje čisto na vsakem portalu, ki jih lahko vidiš in gledaš in vidiš video in rečeš: bom jaz tudi to naredil." Na koncu pa mogoče narediš navaden počep, tako da si več delaš škode kot pa koristi, a ne. In tako kot sem rekla, glede na to, da se veliko ukvarjam s tem, da grem individualno do osebe, pa rada vidim, kako kakšno vajo izvaja, da bo za njega ali pa za njo najboljše. Tako bi tudi bilo tule super, če se bomo na koncu vsaj malo pokomunicirali, če boste zbrali pogum, nobenega ne silim nič, valjda. Pa bomo skupaj naredili par vaj, jaz bom povedala, ke ne bo to zdaj, da bomo orang trening naredili, ampak samo par vaj, pa na kaj je treba biti pozoren. Tako, zdaj pa bi jaz rada povedala, zakaj se mi zdi, da je bilo posebej v tem dobrem, no, ne slabem, dobrem letu, odkar se je začela ta covidna situacija, še posebej pomembno, da se gibamo, a ne. Tako kot sem rekla že na začetku, je čisto odvisno od nas, kakšen stil življenja imamo, a ne. Recimo jaz sem, hvala bogu, v takem poklicu, da se dovolj gibam, da hodim na treninge, da pri vsakemu človeku naredim kakšno ponovitev zraven, naredim cel trening zraven, odvisno, a ne, kaj pač publika od mene zahteva. Tako da nimam sedečega dela večinoma, a ne, razen kar se tiče priprav. Sem bila tudi aktivna, ker sem hodila na teren, ker so pač aktivni profesionalni športniki bili dovoljeni, da trenirajo, a ne, pa z njimi se tudi ukvarjam. Tako da, če bi imela recimo, in to pomeni, a ne, da moje delo je še vseeno ni bilo dosti spremenjeno, jaz sem še zmeraj tudi človek, ki je rad dosti zunaj, ki se giba v naravi, ki gre na bližnji hribček, v park, samo na sprehod, če si rabim malo možgane zluftati, a ne. In meni to ne predstavlja nobenega problema in napora, a ne. Zdaj pa, če si ti nekdo, ki recimo ima sedeče delo, za računalnikom, cel dan sedimo, smo takole skrčeni, a ne, pozimi, ke nas zebe, recimo, če gremo ven, smo spet takole skrčeni, potem nas pa recimo boli vrat od česa le, a ne, od tega prisilnega položaja ves dan. Potem sedimo, a ne, imamo noge, bom takole dala dol, pravokotno, a ne, so tukaj tele mišice,
skozi upognjene. To so primikavke. In so v bistvu ves čas v takem pravokotnem položaju skrčene, a ne. One nič ne delajo te svoje funkcije, da bi se razmigale, a ne. In zaradi tega, ker smo tukaj spredi ves čas zakrčeni, nas lahko zadaj v križnem delu začne boleti. Potem ni nujno, da imamo, a ne, doma sploh ta pravo opremo, a ne. Jaz recimo sem velikokrat delala za kuhinjsko mizo, na kuhinjskem stolu, ni prilagojena višina za tipkovnico, za roke, spet sem imela rame gor, dol sem bila usločena, nazaj, a ne, me je začel boleti križ, je dobro, da si recimo podložimo ledveni del z nečim, da nas bolj pokonci drži, da res pazimo, da imamo tak pravi kot tukaj na komolcih in da čim bolj olajšamo našemu telesu ta napor, ki ga mora v bistvu preživljati, recimo, če si 8 ur za računalnikom, a ne. No, zdaj, če si nekdo, ki je fizično aktiven, ne vem, hišo zidaš ali karkoli že delaš drugega na terenu, recimo takemu človeku ne bo potem pasalo, da bo naredil, da bo prišel domov in bo naredil en orang trening, na katerem bo orang zašvical, na katerem bojo orang mišice delale, ker on je že 8 ur bil tam, ali na mrazu, ali na soncu, ali na dežju, ali na pač nekih, prelagal je neke stvari, recimo stoječe delo, a ne. Taki osebi bo mogoče bolj pasal neki aktiven razteg, pa sproščanje, podaljševanje mišic, a ne. Ne bo mu pasalo, da še dodatno fizično gara, če je že tako ali tako v službi fizično garal, a ne. Tisti, ki pa recimo imajo bolj miselno zahtevno delo, a ne, pa so bolj z glavo vpleteni, pa so bolj statični, pa sedijo pri miru, pa nimajo dovolj gibanja, recimo taka oseba bo pa potrebovala pač neko drugo vrsto stimulacije, se pravi, da bo šla na tek ali da bo naredila nekaj za mišično maso, a ne, pri športu pač je odvisno, na čem želiš graditi, ampak načeloma pri rekreativnih ljudeh je najbolj pomembno, da gradimo na mišicah naših, da jih gradimo, da jih skozi čvrstimo, zaradi tega, ker z leti nam pač mišična gostota že avtomatsko upada, a ne. Zdaj pa, če še nič za to ne naredimo, je pa to še toliko slabše. In zdaj recimo s covidom, ne, če smo se preselili v naše domače pisarne in stanovanja in dnevne sobe in en prostor je bil prostor za vse, je pač stresno, ker recimo nimajo vsi pogojev, da bojo imeli svojo pisarnico doma, pa otroci so se doma šolali, pa verjetno je bilo glasno, je bilo razigrano ali pa je bilo utesnjeno, ker si mogel biti skozi eno osebo, saj smo še kdaj na kavo šli samo prek Zooma, a ne, ljudje smo tudi socialna bitja in rabimo to komunikacijo. In dejansko prej si ti zjutraj, jaz kar o moški osebi govorim tako na splošno, da ne bo kdo užaljen, si vstal, si šel v službo, recimo si mogel po stopnicah, si se mogel do avta sprehoditi, si mogel iz parkinga spet gor priti, tudi če je bilo dvigalo, še vseeno si se nekaj sprehajal, potem si šel na malico, si šel še v trgovino, pač si nekaj korakov vsaj si naredil in si bil aktiven, a ne. Ko je to enkrat se prekinilo in zaprlo, smo vsi to naredili doma. Doma pa vemo, koliko korakov lahko naredimo, razen če nimate kakšnega gradu, potem se mi zdi, da je to v veliko manjši meri, a ne. In neka, zdaj ko imajo že vsi te moderne ure, priporočena vrednost teh korakov, ko si jih radi ljudje štejejo, je 10.000 na dan, a ne. To pa v bistvu ni spet toliko malo, je pa jih možnost pridobiti glih s takimi aktivnostmi, ki se niti ne zavedamo, da so aktivnosti, ne. Tako da, če zdaj sedimo in sedimo za mizo in delamo nekaj za službo in potem je tudi blizu zelo hladilnik, a ne, pa je blizu shramba, imamo tiste 3 korakce, 5, 10 korakov, 20 korakov, kakorkoli že do teh stvari, blizu je tudi kavč, ke se nekam rajši uležemo, pa še malo počivamo, da malo hrbet naravnamo, pa tako, a ne. In v bistvu
potem je naenkrat 5:00, pozimi je takrat že noč, pa se nam ne da iti ven, pa v glavnem polno enih stvari je takih, ki jih avtomatsko delamo slabše, pa niti pomislimo, ne delamo jih zanalašč, ampak pač nam se je ritual v tem letu tako spremenil, da smo se avtomatsko zaradi tega manj gibali, in da bi to recimo že samo nadoknadili, bi bilo dobro, da bi recimo takrat naredili neko aktivno pavzo, pa rečem, okej, zdaj sem pa 2 uri delal ali pa 1 uro delal, vstanem, naredim 10 počepov, naredim 10 majčkanih poskokcev, naredim 10 sklec ali pa držim recimo plank, mizico na vseh 4 par sekund in je to. In se nam poživi krvni obtok, malo se sprostimo, malo se odklopimo in zato pol tudi lažje razmišljamo, kako se bomo lotili stvari naprej, bolj smo sfokusirani in ne razmišljamo o nekih prigrizkih ob pavzi in tako naprej. Recimo, dober trik je, da imamo vedno vodo pri sebi, ker pozabimo piti, pozabimo se hidrirati, velikokrat mislimo, da smo recimo lačni, pa smo samo žejni. Zdaj, ko sem to rekla, sem ugotovila, imam tudi jaz prazen kozarec. No, in se mi zdi to zelo pomembno, da v bistvu že s takimi majhnimi stvarmi mi sami sebe spomnimo, kaj bi lahko boljše naredila, zaradi tega, ker jaz totalno razumem, da nismo vsi nagnjeni k temu, da radi telovadimo, da radi gremo ven, da radi težke uteži premetavamo. Meni je to čisto jasno, vsak ima svoje veselje, ampak je pa to v bistvu del tebe, del človeka in zdaj, če hočeš ohraniti svoje telo vitalno čim dlje in čim bolj energično in s čim manj bolečinami, je to pač nujno zelo, če bi temu zelo rekli. Meni je to pač v zabavo, meni je to super, mene daš za računalnik, pa mi je muka. Tako da vsak ima svoje stvari, ker je pač tukaj zadaj je pa hočeš nočeš je pač so neke dokazljive stvari, ki jih bom pa tudi danes še malo razložila. So tako imenovani hormončki, ki se ti zbudijo, ki so jih kar splošno vrgli v nek tak koš, ki se imenujejo pač veseli hormoni, in to se ti vse sproži med tem, ko ti telovadiš, Mislim, jaz sem na teh treningih, po moje še nikoli nisem videla nobenega, ki bi po končanem treningu imel žalosten obraz. Vsi so na koncu nekako zadovoljni, ker se zavedajo, da so naredili nekaj za sebe, ker jih preplavijo te hormoni sreče in zadovoljstva, serotonin, endorfini in tako naprej, In je to tisto, največkrat od strank tudi slišim, toliko se mi ni dalo priti, toliko sem bila zmatrana ali pa zmatran, nisem dobro spal ponoči, ampak po tistih 20 minutkah treninga pride nasmešek gor, pride energija, ker spet ni nujno, da ti narediš toliko težek trening, ti moraš, sploh če prideš zjutraj, ti moraš narediti toliko težek trening, da ti lahko čez dan potem še super funkcioniraš, da ti to da energijo in voljo za čez dan, ne pa da se toliko izžameš, da imaš pol samo občutek, da moraš iti spat, ali pa recimo, da bi naredil toliko težek trening, da bi imel potem še 3 dni bolečine v mišicah, muskel fiber po domače. To ni v redu, Trening mora biti tak, da te napolni z energijo, in zato mora biti prilagojen vsakemu posamezniku in vsak mora sebe poslušati in vedeti, kaj je tista meja lenobe, čez katero se mora poriniti, pa kaj je tisto, da se ne porineš še z mejo in potem trpiš še 2, 3, 4, 5, 6 dni, dokler se ta mlečna kislina ne razporedi, In tudi s tem se v bistvu mikropoškodbe na mišicah se naredijo, Si predstavljate, da bi imeli eno elastiko, pa bi jo majčkeno zastrigli, to se naredi z mišico po treningu, In če je toliko orenk, da začutiš, In so skozi neke mikropoškodbice na tej mišici in zato mišica potrebuje tudi dovolj počitka, da lahko te mikropoškodbe zaceli in v bistvu še malo dodatno zgradi mišico, To pa dobi tudi ponoči, recimo, ko se nam sproži rastni hormon in v bistvu on celi in gradi mišice in v
v bistvu regenerira naše telo. Zato pač tudi spet počitek in spanje sta dva zelo pomembna faktorja. Tako, da si jaz majčkeno še pogledam, kaj sem si v alinejce zapisala, da vam ne bom, če ima kdo kakšna vprašanja zdajle, se kar priklopite ali pa v chatu pogledam, če je kdo kaj napisal. Tako, okej, ni vprašanj. Tako da jaz mislim, covid nam je samo poslabšal naš vsakdan, vsakdanje navade, vsakdanjo rutino. Vzel nam je telovadnico recimo, če ste bili kam vpisani pa ste kam hodili, so tiste telovadnice zaprli, niste mogli več tja hoditi in ste se kar naenkrat mogli sami znajti, kaj pa zdaj. Manj ste hodili ven, manj ste bili dnevno aktivni in pač naš cilj je, da v bistvu svoje telo prisilimo v to, da dobi spet tisto število korakov gibanja, raztezanja in da če pač telovadnica zaprta, da rečeš nič, bom pa jaz še vseeno naredil to pa to pa to, in bom s tem naredil nekaj zase in za svoje zdravje in za svoj a ne, ker pač to je bilo stresno za vse to obdobje in tudi s tem, s telovadbo dejansko pomagaš tudi svoji glavi, a ne. Tako da je pa celostno telo človeško res povezano, a ne, ni, da boš ti delal samo eno stvar, recimo zelo zdravo bom jedel ali pa zelo bom telovadil in to bo rešitev za vse probleme, pač ne, a ne. Meni se zdijo najbolj pomembne 4 stvari in to so sveža in uravnotežena prehrana, a ne, da ne jemo kar enih stvari, samo zato, ker nam je dolgčas, samo zato, ker smo žejni, samo zato, ker se nam ne da iti v trgovino recimo, a ne, ali pa na vrt odtrgati tiste solate, a ne. Da se res probamo zateči čim več sveži zelenjavi, ker ima vpliv na vseh možnih področjih, pa se ne bom zdaj v prehrano preveč spuščala, ker je to čisto druga debata in tematika in tudi, če ima kdo probleme recimo z odvečnimi kilogrami, je hrana na prvem mestu, potem je gibanje, a ne. Če boš ti preveč vnesel kalorij v svoje telo, kot jih tvoje telo lahko pokoristi, potem bojo pač se nabirali dodatni kilogrami. To tako je, a ne, in dvomim, da bo kdo telovadil 5-6 ur na dan zato, da pokuri vse tiste kalorije, ki jih je pojedel z vrečko čipsa pred, ne vem, ob ogledu filma, a ne. Vsi grešimo, vsi imamo svoje stvari, jaz pa čokolada sva nerazdružljivi, jaz se vsega tega zavedam, moj pogled na stvari je čim bolj pri sebi razčistiti, katerim stvarem se lahko odpoveš, katere stvari bojo tiste, s katerimi si boš lahko uravnotežil življenje in uredil tako, da bo čim bolj tebi odgovarjalo, a ne. Velik hakeljc recimo pri prehrani je popiti dosti vode, potem sploh zdaj poleti pa zdajle, ke so vročinski vali, bodite res pazljivi, če koga kadarkoli malo glava boli, skoraj sigurno niste dovolj vode spili, okej. Imeti flaško, kozarce si šteti in, ne vem, pod 2,5 litra na dan, zdajle, ke je 30 plus, razen če ste veliki pod 1,50 m, okej, mislim, da mora vsak spraviti v telo, ker telo je zgrajeno iz več kot 70% vode, in če mu ti ne daš vode, je tako, kot da avto ne bi bencina na tanku ali pa dizla in pač ne bi šel nikamor in tudi tvoje telo ne more delati, a ne, če nima vode. Potem sveža zelenjava pa beljakovine, a ne, beljakovine, kot so meso, mogoče maščobe zraven, ke so v jogurtih, a ne, odvisno zdaj, kakšne prehrambne navade imate. Če s tem začneš svoj obrok, se ti tudi level inzulina ne dvigne toliko hitro, kar pomeni, da ti ne bo toliko skakal čez dan oziroma v tistem času, ko se bo hrana prebavljala, in boš tudi čutil manj potrebe po sladkem, a ne. Sladkor je v bistvu samo navada, ke ti jo sproži hormon, pač dopamin se ti sproži in ti daš, to je tako kot recimo pri odvisnikih, ko dobijo neko zadovoljenje,
in je to neka nagrada in potem tvoje telo želi še več tega, kar je dobilo, v našem primeru recimo sladkorja, a ne, in on misli, tole je bilo super, inzulin naraste, dopamin odreagira in ti v bistvu padeš v tak kalup, da želiš še čokolade in še in še in še in še, a ne. Se pravi, če tega kroga nikoli ne bi začel, ga nikoli ne bi mogel dokončati, a ne. Tako da je veliko lažje, če začnemo s kakšno zelenjavo pa z mesom, z beljakovinami, svoj obrok in jemo tudi normalno potem še ogljikove hidrate zraven, a ne, riž, makarone, krompir, ampak da je tista stvar, ki jo damo v trebuh, najprej beljakovinska ali pa kakšne solate in zelenjave in tako, a ne. In potem normalno nadaljujemo z obrokom, in če se pač da, se ne razvadimo na sladico na koncu ali pa vzamemo kakšno pomarančo ali pa kakšno tako sadje, recimo jagode so dosti take, da imajo nizek glikemični indeks in ti pol manj sprožijo to potrebo po sladkorju. Tako, če pogledaš na svoj krožnik, da imaš največ različnih barv na krožniku, ti je kar dobro merilo, a ne, če imaš samo eno, pol veš, da je dosti enolična prehrana. Potem zelo pomembna stvar poleg prehrane je seveda redno gibanje, o tem sem povedala kar v uvodu, glede na to, da je to naša tematika. Redno gibanje v smislu, priporočeno je, tako vsesplošno, Svetovna zdravstvena organizacija, da bi se gibali aktivno 150 minut v tednu, a ne. Tako da to je 30 minut v 5 dneh, a ne. Ali pa, če si drugače razporedite teh 150 minut v razponu 7 dni. Tako da 30 minut na dan se mi pa ne zdi toliko taka, to je en sprehod čez domače ulice, tam, kjerkoli ste že doma, če imate kakšno polje, če imate kakšen hribček, pač kaj, 15 minut rabiš na hribček, 15 minut nazaj in to je to. Mislim, tako res ni veliko potrebno, a ne, potrebna je bolj motivacija pa, da si v glavi razčistiš, kaj so tvoji jasni cilji, da si to zadaš in da potem probaš to izpolniti, a ne. Recimo, če imaš probleme s tem, je mogoče lažje, če si narediš kar neko razpredelnico ali na telefon, računalnik ali na papir, če radi pišete na roke, še zmeraj jaz sem tudi tako, in samo narediš kozarci vode pa delaš kljukice, koliko si jih spil, da vidiš, če si prišel do svoje želene količine na koncu. Sprehod sem naredil ali pa trening sem naredil, koliko recimo lahko si sladiš hrano, a ne, rečeš, saj nič takega ne jem, saj jem čisto v redu, na koncu pa ugotoviš, da si in pri zajtrku pojedel nekaj sladkega, recimo tudi sadje, a ne, mislim, banana je super pa ima dovolj dobrih hranil, ampak 3 banane so pa že tudi vneseno veliko sladkorja v telo, a ne. In zdaj, če si, ne vem, pri zajtrku pojedel eno banano ali pa recimo med malico, pol si po kosilu pojedel neko sladico pa za večerjo si jedel, kaj jaz vem, marmelado na kruhu, to je v bistvu skoraj samo cuker, ne. In je treba pač, če si mogoče kdaj začnete zapisovati, je potem prek tega ugotoviš, tako kalorije prehajajo v moje telo, zato se meni na trebuhu, na stegnih, na zadnjici, na rokah, ne vem, kjerkoli že, nabirajo te maščobe, a ne, in ne velja, da recimo boš ti telovadil in boš naredil več trebušnjakov in bo zato špehek okrog trebuha izginil, ne, to tako ne gre. Pač ne moreš ti usmeriti se v eno vajo za določen del telesa in reči, samo tam bom izgubil, a ne, ker mišice se gradijo med treningom po celem telesu, zdaj pa tam, kjer daš poudarek, tam bo večja izgradnja, ampak še vseeno se pa kalorije celokupno kurijo, a ne, se ne kuri samo kalorija na roki pa kalorija na trebuhu in tako naprej, a ne. In da se kalorije kurijo, so mišice potrebne, zapomnite si to. Sploh dekleta, dame, okej, če boste telovadile in delale vaje za moč, ne boste ratale Arnoldi Schwarzeneggerji in nabiti fitneserji, okej, ker je odvisno, kakšen trening delaš, ampak toliko, ke
ženske ponavadi naredimo, nam to da samo lepo obliko in mišice nam gradi, da nam ne propadajo. In zato, da ti rataš en nabit mišičnjak, je potrebnega toliko preveč truda in toliko stroge prehrane in diete in še česa drugega, da se nimate kaj bati, da bi od vaj za moč ve ratale recimo nabite, a ne. Ni to sploh tako. Boste se pa vsi z vajami za moč sigurno znebili bolečin v križu, če bojo izvedene pravilno, bolečin v vratu, bolečin v gležnju, v kolenu in tako naprej, a ne. Ker predstavljajte si, da je telo kot neka hiša, ki rabi neki temelj, a ne. In vaš temelj je pač trebuh. Trebuh, hrbet, to je vaš center. Vedno se reče center, kor, notranje trebušne mišice se dosti poudarjajo zadnje čase in to je tisti cement, na katerega vi zdaj vašo hiško lahko zgradite, a ne. In če vi nimate močnih trebušnih ali pa če vi nimate močnih gležnjev, kako bo potem noga od gležnja navzgor sploh delala, a ne. Bojo problemi v kolenu, bojo problemi v kolku, bojo problemi v križu, a ne. In zato je treba vedno lepo zgraditi od spodaj navzgor. Če imate kakšna vprašanja, kar izvolite. Potem zelo pomembno v tem času zdaj je, da tudi omejimo stres, a ne. Tako da, ne vem, če veste, da vas dnevnik nervira, ga ne gledati. Pač tako je. Ugasneš dnevnik, prižgeš novico v, ne vem, RTV Slo, izbereš, katero novico boš prebral ali pa pogledal in pogledaš to, kar želiš. Ne, da si daješ dodatne stresorje na glavo, že tako ali tako so kakšne bolezni bile prisotne, tisti, ki ste covid preboleli, tudi veste, kako je bilo, ne vem, zdaj, ko bomo hoteli iti na dopuste, ali moramo biti cepljeni, ali moramo biti na testiranju, ali moramo tam iti v vrsto stati. Pač take majhne stvari so, ke ti lahko povzročajo stres, poleg tvojega vsesplošnega življenja, a ne. Da je treba iti v službo, da je treba denar zaslužiti, da je treba biti uspešen, da se je treba dokazati, da je treba biti potrpežljiv za otroke recimo, a ne. In ko se majčkena pa majčkena stvar nabere, mogoče na koncu dneva, tedna ali pa meseca, in si ne vzameš časa zase in za to, da bi zase poskrbel, da bi ti imel mirne živce in da bi ti pač ohranil eno zdravo pamet, potem, a ne, se kopiči neko pritoževanje, negativna energija, volja in je res škoda, a ne, zato ker naši živčni nevroni v možganih, to se vse povezuje in je dejansko, če si boš ti skozi negativne stvari govoril, od kje bi pol veselje prišlo, a ne. Morate si nekako obrniti stvari v glavi tako, da potegnete najboljše ven iz kakršnekoli že dane situacije, a ne. In potem s tem tudi umirite svoj stres. Če vam pomaga kakšne meditacije, moja meditacija je pač narava, sprehod, mogoče kakšna glasba, da si jo dam za poslušati zraven, ali pa da samo ptičke poslušam, pa da ni nikjer nobenega človeka, da je čim bolj mirno. Pač vsak mora zase pogruntati, za nekoga je lahko, ampak morate se odklopiti v smislu, da ne razmišljate o nekih stvareh ali pa da se poglobite vase, da ugotovite, kaj so tiste stvari, ke vas zanimajo, ke vam dajo nasmešek na usta, ke vas zadovoljijo, ke, a ne, lahko je to kava ali pa sprehod s prijateljem, s prijateljico, neko učenje svojih otrok nekih novih veščin, lahko pa, da samo ležite na kavču, da imate 10 minut tišine vsak dan zase in se osredotočite mogoče samo na svoje dihanje. In je to, a ne. Lahko si pa prižgete kakšno vodeno meditacijo na Youtubu, je tako ali tako ogromno teh posnetkov, Yoga nidra je tudi dosti taka, ke se spušča v to področje.
predihavanje, uporabljanje trebušne prepone, zaradi tega, da date telesu dovolj kisika. Če delate daljše vdihe, s tem bolj sproščate telo, a ne. Če bi hoteli se recimo v neko fazo akcije spraviti, da ste zaspani, potem je bolj pomembno, da delate, da napolnite telo s kisikom, da delate a ne. In če pa recimo dolg izdih narediš, zapreš trebušno, tale del rebra dol zapreš, izdihneš do konca, podaljšaš izdih, daljši izdih kot vdih, takrat se pa telo začne umirjati, a ne. In kdaj, ko smo recimo v stresu, ko smo v akciji, cel dan letimo, rihtamo stvari, a ne, si skozi tako, mogoče tudi imaš plitko dihanje, a ne. In skozi in ves čas v tem akcijskem stanju, kako se boš potem recimo zvečer umiril, to je pa pol moja naslednja točka, in poskrbel za dober spanec, a ne. Če se ti uležeš v posteljo pa razmišljaš, tole moram še jutri, tole moram še zdaj, takole je tole, sigurno ali bojo vsaj ene hude sanje prišle ven iz tega, ali bo polno premetavanja, pozabil si iti na WC, preden si šel spat, ne vem, nekaj ne bo v redu, ali pa še na telefonu urejate zadnje stvari in potem vam tista lučka sveti v glavo in, se ne morete umiriti, ker imate misli še čisto preveč aktivne, a ne. Vzemite si rajši 2-3 urice pred spancem čas, da odstranite vse te računalniške in lučkarske zadeve, ker to je spet ena znanstveno dokazana stvar, da nam ne koristi pri trdnem in dobrem spancu, a ne. Odstranite kofein zvečer oziroma tisti, ki pijete kavo, vem, velikokrat že po 3., 4. uri je kriza, če jo spiješ potem ob 10., 11. zvečer za spat, a ne. Morate pogruntati pri sebi, kaj so tiste stvari, ke vas pomirijo, pa zaradi katerih lažje zaspite, a ne. So rekli, ovčke šteti je v bistvu tudi neke vrste meditacija, a ne. Mislim, pač tvoji možgani so takrat naravnani na to, da štejejo od 1 do kolikorkoli že zdržiš, to vam je itak v krvi, o tem ne rabite razmišljati, šteti znate vsi in slej ko prej vam rata to tako dolgočasno, da kar zaspite, a ne. In zdaj, če bi se osredotočili mogoče na kakšno dihanje, na kakšno meditacijo, bi potem tudi to bilo lažje izvedljivo, a ne. Tako da ena pomembna oziroma zanimiva stvar, ki je pač tudi, dokazana, je, da ta jutranja svetloba, če se recimo zjutraj ne morete zbuditi, ne morete priti k sebi, ste zaspani, da si dvignete kortizol, spet neki hormon, ki je sicer imenovan stresni, ampak lahko ga poimenujemo tudi kot neki akcijski hormon, ke vam da zalet, zagon, a ne. Zdaj, če ste v tem kortizolnem stanju, akcijskem stanju ves čas, vsak dan, dan na dan, je to stres, pa ni dobro za vas. Ampak zjutraj, zato da pridete, da čim prej ratate aktivni in produktivni, je pa dokazano, da preden pride sonce nad glavo, se pravi v zgodnjih jutranjih urah, je zelo dobro, da se gre na sonce, ker vam potem ta svetloba prodre v oči, se pravi brez sončnih očal, a ne, ne da gledaš v sonce, bog ne daj, a ne, ampak da greš ven za samo 2 do 10 minut. Če je pač oblačno, tudi ta svetloba prodre skozi oblake, ampak rabi malo dlje časa, greš ven, če imate teraso, lahko jutranjo kavo spijete zunaj na balkonu, tistih 5 minut, 10 in je že to, a ne. In vas to napolni s to jutranjo energijo in potem lažje delujete skozi dan. Zvečer pa prav tako takrat, kadar sonce zaide, spet par minut na soncu, zato ker se v bistvu ta cirkadni ritem, ke poteka v telesu, 24-urna notranja človeška ura, da telesu vedeti, zdaj se pa dan v naravi zaključuje, tvoj dan se bo tudi počasi zaključil in s tem v bistvu daš telesu znak, da počasi se zdaj vse to lepo zaključuje in da, bo čas za spanje, a ne. In v bistvu pomagajo recimo pri, dobrem spancu tudi kakšni rituali, recimo, ne vem, eni se tuširate zjutraj, drugi zvečer, recimo mene tuš umiri, ker jaz si dam toplo vodo,
se umirim, vem, kaj sledi potem, recimo mogoče spijete kakšen kamiličen čaj, ali pa poslušate kakšen dober podcast, a ne, si date slušalke, ampak nekaj, kar pol recimo veste, a ne, vedno preden greš spat, si umiješ zobe, se uležeš v posteljo, imaš neki ritual, a ne, moj ritual je, grem pod tuš, si umijem zobe, se uležem, naredim par dihalnih vaj in potem me zmanjka, a ne. In telo točno ve, kaj pričakuje, približno v istem času in potem tudi lažje v bistvu zaspimo. Tako, to je to. In zdaj, če vam uspe vse te 4 stvari povezati v neko celoto, ste že več kot odlično poskrbeli za sebe. Ne se sekirati, če pridejo dnevi, ko vam pač ne znese, ker to tako pač je, tako je življenje, a ne, včasih vam znese, včasih vam ne. Ampak da probate imeti neko tako konstanto in se trudite obdržati neki ritem, a ne. Tudi prehrana recimo, lahko se postite, je tudi dokazano, da je to v redu, ker se ti spet določeni hormoni sprožijo, ker se ti telo takrat lažje obnavlja v času postenja, a ne. Zdaj jih veliko je, mislim, da je najbolj zdaj popularno, da se 16 ur postiš, potem pa 8 ur ješ, a ne. Se pravi, spet odvisno, če se vaš dan začne zelo zgodaj zjutraj, potem verjetno ne boste do 12 čakali, da boste začeli jesti, a ne, ampak boste mogoče jedli od 10 pa do 6, ne, ja. Ampak od 6 zvečer, se pravi od 18 pa do 10 zjutraj pa ne boste nič jedli, boste mogoče lahko spili samo nesladkano kavo brez mleka, brez česarkoli, grenko navadno, pa vodo, in potem spet jeste v tistem času 8 ur, lepo mirno, kakšne 3 obroke, a ne, ne da poješ vse naenkrat, ker šok je to za telo, a ne, vaš želodec ima tudi neko določeno količino, ki jo premore, in zdaj, če ga kar naenkrat obdariš z vsem, je pač veliko težje s tem preživeti pol še nadaljnje 2-3 urice, ker gre vsa kri v želodec, da to hrano začne prebavljati in predeljevati in je ni drugje v drugih organih in ratate zaspani in utrujeni in se vam zdeha in tako naprej. Tako da so taki malenkostni hakeljci, ki se mi zdi, da bi se jih veliko ljudi lahko z lahkoto lotilo in bi jih dalo v svoj življenjski ritem, in jaz sem v bistvu pristaš tega, da ti si probaš narediti življenje tako, da niso sama pravila in ni orang strog ritem, ampak da imaš neko rutino, da rečeš, dobro, bom pa žlico več olja na solati pojedel, pa ne bom tiste tablice čokolade na koncu, ker me bo tako ali tako olivno olje malo bolj nasitilo, ali pa, ne vem, bom dal rajši na solato, ne bom dal olja, pa ga bom dal takrat, kadar spečem zrezek, recimo. Veste, take majhne stvari so, a ne, in isto recimo, grem na sprehod, ne da se mi treninga delati, ampak med sprehodom bi pa lahko naredil recimo 3 runde, 3 serije, po 10 počepov, pa po 10 sklec, a ne, to pomeni, da sem jih naredil 30 počepov pa 30 sklec, kar je boljše kot nič, a ne. In v sklopu tistega polurnega sprehoda naredite še kakšno tole vajo za moč in je to. In ste naredili nekaj zase in ni potrebno, zdaj grem na trening, 1 uro bom tam, švico bom, ful, a ne. Če vam to odgovarja, ful dobro, naredite to, super, ampak če vam pa to ne odgovarja, si pa to razparcelirajte na pol urice vsak dan, vključite vse vaje, ki zajemajo čim več telesa, da vključite in roke in hrbet in trebuh in noge, a ne, in je to, in ste naredili veliko zase. Drugače pa si podstavite samo eno blazino ali pa brisačo na tla, da niste na trdnih tleh, pa bomo naredili par osnovnih vaj, jaz bom pa povedala, kaj so najpogostejše napake, ki jih tudi v veliko videih vidim, in me zelo žalosti, da pač je to sploh odobreno, da gre na internet, ker na internet gre očitno lahko čisto vse.
In kaj so tudi tiste napake, ko misliš, da mogoče delaš prav, pa je boljš, da dvakrat pomisliš, pa da se fizično pogledaš, če imaš kolena tam, kjer želiš in tako naprej. Tako da dajte mi samo minutko, da jaz prestavim tale moj računalnik. Zdaj tako, ta prva stvar je, da se doma v bistvu res, mi smo delali cel let na Zoomu vadbo in smo vse pripomočke našli doma. Ne rabite zdaj iti v neke težke nakupe opreme, sploh, če tega ne mislite uporabljati in še posebej, če ste začetniki, a ne. Vsak ima doma kakšen nahrbtnik, se mi zdi. V nahrbtnik lahko daš liter mleka, vode, radenske, paket riža, karkoli ima kakšno kilico, 2, 3, kolikor boš rabil, objameš nahrbtnik spredi, si ga daš zadaj na hrbet, delaš z njim počepe, recimo, a ne, če bi rabil dodatno težo. Mi sploh nismo v bistvu potrebovali te dodatne teže. Smo pa največkrat, kar smo rabili, sta bili 2 steklenici, recimo vode, za kakšno utež, za vaje, za hrbet, za roke in tudi, ko smo delali kakšne izpadne pa počepe, smo kar tisto uporabili. Če so kakšne vaje, da vam rabi drseti, a ne, so ponavadi takole malo bolj fancy tile drsniki. Če nimate tega, ja, vzamete kuhinjsko krpo, položite roko ali pa nogo na kuhinjsko krpo in vam bo glih tako drselo, a ne, pač odvisno, kakšne so vaše preference. Tako da mi bomo zdaj šli najprej na aktivacijo notranjih trebušnih mišic, a ne, pa se uležemo na hrbet. To, evo, takole. No, in osnovna vaja je, da pokrčaš kolena, oba. Okej, zdaj pa te notranje mišice trebušne, ki jih želimo zatipati in so nam res stabilizatorji, tako so okrog hrbtenice, a ne, nam v bistvu varujejo, so na tehle kolčnih kosteh, a ne. Gremo s prstom majčkeno noter in naredimo tako dolg izdih, da začutimo, da se tukaj mišice utrdijo. Velikokrat nam delajo samo tele sprednje na sredini, karkoli že delamo od teh vaj za trebušne mišice, upogibe, a ne, ampak tiste že bolj napredno, pa ta sprednji del se nam aktivira, tukaj na notranji strani pa nič. In to nam je najboljši pokazatelj, se primemo tukaj na notranji strani od kolčnih kosti, a ne, in naredimo globok vdih skozi nos, naredimo izdih skozi usta in dvignemo gor glavo. In izdihneš do konca in spet sprostiš, narediš vdih, dvigneš gor glavo in izdih do konca. Do takrat, ko še mislite, da nimate več sape, še kar. Vizualno mora biti, a ne. Izdih skozi usta, vdih skozi nos, pa kar ponavljaš. Dvigneš glavo, pogledaš svoj trebuh, če se ti naredi hribček, potem si aktiviral tele mišice, ki sem prej govorila po sredini. Štefan, kar delaš še. Če pa, a ne, vizualno pogledaš svoj popek, pa tlele se tipaš in imaš v bistvu pogled svoj, pa še otip za feedback, a ne, za povratno informacijo, a delaš v redu ali ne. In tukaj res najbolj vam bo pomagal ta dvig glave, da se lahko pogledaš, da še dodatno aktiviraš, plus to, da zatipaš tukajle trdo noter na notranji strani, se pravi, tako od kolčne kosti za 2 palčka gor, okej? In tole mora biti trdo. In to je res taka čisto osnovna vaja, ki iskreno, tudi jaz na začetku sem rabila nekaj časa, da sem znala to aktivirati, a ne. In recimo to je lahko čisto ena taka osnovna vaja, ki jo delaš zjutraj, ko se zbudiš na postelji, a ne, te nič ne stane, vzame ti 2-3 minutke dela, lepo se predihaš in aktiviraš vse. Okej, potem je pa variacija tega, da dvigneš noge gor, kolena na 90 stopinj in spuščaš eno nogo dol v iztegnen položaj, tako, izdih,
pa vdih. Pa drugo nogo v iztegnen položaj, izdih, pa vdih. Pa kar nadaljuješ. Ob tem mora biti križ tukaj na tleh. Okay? Vsakič, ko gre noga dol, mora iti križ, kot da bi se hotel prilepiti na tla. Zato mu jaz tukaj zdaj roko spodaj pod ledveni del bašem, da ugotovim, a on res aktivno pritisne križ dol, medtem ko nogo dol spusti, ali se mu naredi takole hribček, pa jaz lahko z roko spodaj pridem. To ni v redu, še posebej tisti, ki imate bolečine v križu, ni v redu. In tukaj se zdaj spet ne sme delati hribček, spet se lahko preverjaš na notranji strani, če imaš trdne tele notranje. Če vam je pretežko, da gre noga čist skoraj do tal, rajš dvignete nogo samo tukaj, v iztek, višji gor, pa sem, pa v iztek, višje gor, pa sem. Če vam je, potem je ena opcija, da stegnete obe nogi, pa pokrčite, kar dihi lepo izdih, pa vdih skozi nos, pa izdih, pa vdih. In vedno niže, ko grejo noge, vedno težje je nadzorovati križ na tleh. Se pravi, če križa ne moreš nadzorovati na tleh, potem grejo noge v iztek više gor, če pa ti lahko nadzoruješ križ na tleh, grejo pa noge nižji dol. Evo, in je to že zelo lepa vaja. Potem dodamo lahko še malo koordinacije zraven. Se reče mrtvi hrošč. Recimo, koordinacija je zelo fina za tiste, ki imate bolj take službe, da delate vse avtomatizirano, da ne rabite preveč razmišljati, zato da tukaj malo možgančke vklopite. In gre v iztek nasprotna roka, nasprotna noga. Spet izdih, iztek, križ na tla, vidite, zdaj je že ena stvar več za dodati. In iztek nasprotna roka, noga, druga stran. Najprej smo imeli samo vdih, izdih, potem smo imeli, pa da čutimo notranje trebušne, potem smo imeli vdih, izdih, križ potiskamo na tla, zavestno. Zdaj že dela in roka in noga in moraš že ugotoviti, na katero stran je treba kaj stegniti in kako potem spet gor prinesti. In ne smemo delati težje vaje, če nam že ta prva ni šla dobro, če nam ta druga ni šla dobro. Ne moramo iti pol kar že na ta tretjo vajo. Verjemite, da imajo ful učink, ampak nobena vaja za moč nima učinka po eni izvedbi. To se pokaže čez 2-3 mesece, ker toliko časa pač fiziološko mišice rabijo, da se adaptirajo in da je nek napredek viden. In vedno pomaga, da delate aktiven vdih skozi nos, pa izdih skozi usta. Ker s tem, ko res do konca izdihnete, iztisnete zrak ven. Tako da vaje za trebuh je pač ena osnovna vaja, s katero jaz vedno začnem. Potem druga, če se obrnemo na trebuh. Smo rekli center, kor, se pravi trebuh, hrbet, to je naša osnova na telesu. Na tem lahko gradimo vse ostale stvari, smo rekli. In zdaj se bomo osredotočali na naš zadnji del. Lahko podložimo dlani, čelo na dlani. Tako, čelo je na dlaneh, njegova zadnjica je stisnjena, skupaj jo stiskaš, noge tiščiš skupaj in stegnjena kolena, cele noge dvigneš od tal, kolikor gre, pač tistih 10 centimetrov in spustiš dol. In spet gor in dol. In gor, izdih gor, pa vdih dol. Pa še izdih, pa vdih. Izdih, skozi zadnjica stiska, noge tiščijo skupaj, tukaj delajo tudi premikavke na notranji strani stegen. Izdih, vdih, v redu. Potem se lotimo, to je bilo bolj zdaj za spodnji del, zdaj se bomo pa še za zgornji del.
Pa če se mačka nižji predstaviš, da boš lahko roke gor čist stegnil. Prosim. Tako. Evo. Zdaj stegnemo roke in naredimo dvig zgornjega dela telesa. Se pravi, zadnjico spet moramo aktivirati, jo stisnemo skupaj in dvignemo zgornji del. Roke in trup. Noge so pa lepo na tleh. In greš gor in dol. Izdih gor, skozi usta, vdih skozi nos, ko se spustiš dol. In izdih in vdih. Glava ne sme iti gor, ko greš gor, ampak je podaljšek hrbtenice. Ne smeš iti v vzgib, krpet, in pogledati gor, kaš, kako je narobe. Okay? To ni prav. Mora biti podaljšek hrbtenice, lepo ravna linija in dol. Ne pozabiti skozi zadnjico skupaj stiskati, izdih, podaljšek hrbtenice, dol. Pa še enkrat, izdih in spustiš. Tako, zdaj znamo in spoden in zgoren del in stisnemo še zadnjico in naredimo vse 4 končine naenkrat. Roke, noge skupaj dvigneš gor in dvigneš dol. Spustiš dol, pardon. Gor in dol. Glava je vedno podaljšek hrbtenice, zadnjica je ves čas stegnjena in greš gor in spustiš dol. In naredimo še enkrat in tako. Potem je še kakšna variacija, recimo meni zelo všeč, bi še malo gibljivosti dodala. Spet zadnjico stisneš, noge stisneš skupaj in dvigneš od tal, z rokami pa tako, kot da bi žabico plaval, Greš lepo v izteg vzročenje in potem komolce čim bolj približaš telesu, ne dati glave gor, glava je še zmeraj podaljšek hrbtenice, tukaj sta pa lopatici na hrbtu in jih probaš približati, in potem spustiš roke naprej in spet upogneš komolce, priročiš komolce k telesu, tako, začutiš tudi lateralno mišice, tukaj le hrbtne in spet stegneš nad glavo. Tukaj se ves čas trudiš, da so komolci pa dlani čim bolj nad glavo, da jih v bistvu nad ušesi premikaš, pa kar delaš gor, pa premik, pa vzročenje, tako ves čas dlani in komolci gor. Rita skozi skupaj stiska, noge skupaj tiščijo, pa ostali so, Dejansko ti dela cela zadnja veriga tukaj, in je to super vaja. Če želite sprostiti hrbet, greste v tale child pose, kaj malo iz joge, izvoli. Jaz malo s tem trebuhom dam zdaj kolena narazen, lahko imate pa kolena tudi čist skupaj, Vaš cilj tukaj je, da čim bolj podaljšate hrbet naprej in da naredite čim daljšo linijo, s tem, da zadnjica počiva zadaj na peti. To je super vaja za sprostitev v bistvu tale ledveni križni del. Potem vsi poznate mačko pa kamelo, se pravi, si na vseh 4, tukaj v bistvu ne pride dosti do nepravilnih izvedb, bomo naredili zelo na hitro 1 ali pa 2, spustiš dol križ, butneš zadnjico gor, glavo fino nazaj, kolikor gre, prsni del dol in potem vse obratno. Celotno hrbtenico probaš vklopiti v to, da naredi čim bolj izboklino, In potem greš spet dol, cela hrbtenica, razmišljaš od glave do zadnje trtične kosti, da se upogne res gor in dol. Tako. Zdaj bomo obdelali še počep, ker smo v bistvu trup aktivirali. Pri počepu je pa res tako, Dobra indikacija nam je, recimo, midva imava tukaj kavč zadaj. Če takole malo bolj obrnem, recimo jaz vedno rečem mojim strankam, noge so v širini bokov in imejte zadaj nek stol, kavč, nekaj, kar je na višini vaših kolen. In zdaj imate vedno cilj, da se zadnjico hočete usesti na ta kavč, ampak se potem dvignete nazaj gor,
Se pravi, da ne delate tak počep, pa gor, ampak da vas zadnjica vodi nazaj, teža je na petah, a ne? Ob tem je treba paziti, greš delat, prosim? Je treba paziti na postavitev svojega hrbta, da je raven, kar greš. Jaz bom pa iz te strani, da bova iz obeh. Tako, raven hrbet ima, ne? Nima tukaj ledvenega dela, ki ga ima ukriv grbo, to, a ne? Vidite? To je napaka, to je prva ful huda napaka. Vi morate biti zravnani, kolikor vam gibljivost omogoča, pa njegova glava je tudi naravnost, a ne? Ne gleda zdaj v strop ali pa dol, ker če bo gledal dol, bo bil pa tukaj ukrivljen, na zgornjem delu hrbta, ne? Tako da pogledaš naravnost, zravnaš ledveni del in se v bistvu teža prenese nazaj na pete in se hočeš z ritnicami dotakniti kavča in potem ostaneš. Ok, in greš spet dol v počep, dotakneš in tako. Temu lahko dodate še čisto enostavno dvig na prste, ko ostaneš, a ne? In zadnjico skupaj stisneš. Se pravi, kar daj. Dala mečka še nazaj. Tako, kar greš. Počep in dvig na prste. In krepimo zdaj kar naenkrat še gležne zraven, a ne? Kar delava še, jaz bom še zraven povedala. Druga ful pomembna stvar pri počepu so pa naša kolena, teli krogci, kapce, ki jih imamo spredi, jih raje mečka na ven vlečemo, kot pa da bi delali počep takole na X, ok? To je ful slabo in za poškodbe odlično, ok? Tako da res, če delate paralelni počep, da imate noge vzporedno, potem so stopala naravnost in kolena grejo v tisto smer, kjer imaš stopala, a ne? Ne na noter, rajš mečkan na ven vlečeš, a ne? Lahko pa, če vam je to pretežko, date malo stopala naravnost, še ti prosim, tako, ker bo to smer obrniti, ja. In se reče temu malo širši počep, a ne? In ga isto nadaljujete, mogoče bo zaradi gibljivosti, nekaterim tako tudi lažje, da pač imate malo narazen prste in zato posledično morate pa tudi kolena ven vleči, a ne? Ko rečem kolena ven, ne avtomatsko samo stopalo obrniti na ven, pa kolena imeti pol še zmer naravnost, a ne? Tako, hrbet pri tem ostaja isti, zravnan, kar reče kakšen počep, tako, obrnem se še tja, tako se imam boljš kolena vidi kot meni, a ne? Takole gre on počep, pa na prste se še lahko dvigneš potem, tako, ko se dvigneš na prste, teža na palcih, zato da ne zviješ gležnja navzven in to. In če vam je to kar naenkrat pretežko, prelahko, vzamete utež, kot je ruzak, 2 litra mleka, 2 flaši, karkoli že najdete doma, 2 moki, nima veze, ali pa to prave uteži, valjda, ne? In začnete delati s tem in dejansko potem lahko tudi naredite počep z iztegom nad glavo, a ne? Se pravi, naredimo lepo upogib, zdaj bom jaz tako domačo verzijo dala, tako, narediš lepo na prsnem košu, ima Štefan, a ne? On ima utež, vi imate pa lahko tudi flaško, takole, a ne? Čisto nič narobe, tole je ena radenska, držite jo na prsnem košu, počep zdaj znamo, gremo dol in v izteg nad glavo. In smo vključili še roke zraven, hrbet, trapezijuse, tako, a ne? Narediš lepo, vedno na prsnem košu držiš, ko greš dol in iztegneš nad glavo, stisneš trebušne, ko greš gor. Se pravi, počep, izteg nad glavo, še na prste se dvignete, ravnotežje s tem zraven trenirate, stabilnost v gležnjih, v bistvu v tej vaji je vključeno celo telo. Hvala. Tako da, če imate šibke gležnje, če vas bolijo kolena, a ne, začnete mogoče najprej samo z dvigi na prste, da imate res ravnotežje stabilno, da se vam ne zvijajo gležnji navzven, a ne,
rajš manj, kakor več. Ne reč, vse tole pa zdaj vse, da best pa lahko zgleda, pa sej to jaz zmoram, pa bom dal kar zdaj že 5 kil gor, pol bojo pa prišle bolečine. Rajš najprej pravilen ozek počep, pravilen širok počep, potem počep, pa da se dvigneš še na prste, potem pa še počep s tem, da dvigneš neko utež nad glavo. Tako da zelo priljubljen, to je pa zdaj zadnja vaja, pa bom pa vas počasi pustila, je pa še plank. Tele bi pa res rada poudarila samo eno in najbolj pomembno stvar, ki me največkrat zmoti, kar naredi plank na vseh 4. Plank imate lahko ali na komolcih, tako kot je on, ali pa na stegnenih rokah. Nima veze, pač taka ravna dilca je telo. Tukaj vam bojo še malo bolj roke delale. Zdaj so pa pomembne stvari, spet ta, daj narediti tako, da ti križ dol pade. Ja. On se je tukaj zdaj sprostil, zadnjica pade ven, križ pade dol, odlično, da vas začne križ boleti. Tlele so lopatice ven skočile, da jo lahko kar zagrabim. Se pravi, on mora biti tukaj kot ravna, čvrsta miza. Jaz, če se tukaj gor usedem, se on ne more premakniti. Jaz ga tlele zdaj malo hočem premakniti, ne gre. Lažja verzija je tudi tako, da imate kolena na tleh in telo še zmeraj formira diagonalo, vidite, tako ravno. Ne sme padati križ dol, zadnjico skupaj stiskate, napeta je zadnjica, trebuh je napet, stisnen in od svojih dlani se odrivate gor. Tako, da imate občutek, kot da se hočete tukaj tako malo našopirati. Ne, da ste dol na pauzi, na plaži. In držiš plank lahko tako in ga zelo dobro aktiviraš. Če se pa ti samo postaviš v nek vodoraven položaj, pa ti ritem pade, pa ti gre križ dol, pa nisi nič naredil. Se pravi, če ste tukaj, se lahko zdaj, kar stisnen orang trebuh, obrnete na eno stran, tako, kar roka gor, na sredino, in na drugo stran. In si predstavljate, če bi kar delaš, če bi on imel tukaj neko palico čez, se on skozi okrog tega istega težišča obrača. Njemu nič vmes dol ne padajo boki, nič se mu ne spustijo boki dol, ampak gre skozi okrog enega in istega, okrog ene in iste točke. Tako. Lahko tudi na komolčih še pokažeš in potem bomo kar zaključili. Tako. Noge vidite, ena je pred drugo, lahko sta tudi ena na drugi, sredina pa druga stran. Pomembno je, da obdržite ravno dilco, plank, med boki in zgornjim delom hrbta. Ves čas odrivaš se gor od komolcev, da nisi takole, hop, se gor odrivaš, močno stiskaš trebuh, dihaš zraven isto, vdih na sredini in lepo izdih, ko si na strani. Pa spet vdih, pa izdih. Tako. Če čutite, da kaj ne morete več kontrolirati, hvala. Zaključite in se lotite potem. Število ponovitev, število serij, to je čisto odvisno od tega, kar vi zmorete. Tempo, rajš počasnej, kontrolirano, nadzorovano, pravilno, kot pa da hitite s tempom. Evo, tako da to je iz moje strani vse. To so vse stvari, ki jih lahko naredite tudi na sprehodu vmes. Počep lahko naredite, tale plank lahko na kakšni klopci naredite. Mislim, da tale vaja na začetku, ko smo delali za trebuh pa hrbet, vsak lahko v postelji naredi. Dobro, čeprav postelja je malo mehka, ampak recimo, če si ne moreš tako odmakniti mize, stolov, karkoli za tista 2 metrčka, ki jih rabiš doma, mislim, da je to čist mogoče narediti za vsakega posameznika, da si najde nek svoj prostor, magari na hodniku. Tako, pač izkoristiš to, kar imaš doma. Jaz sem pristaš tega, da se ne komplicira, da se izkoristi vse stvari, ki jih imate na voljo v vašem stanovanju ali pa hiši. To je to iz moje strani. Hvala. Če imate kakšno vprašanje, izvolite.
Najlepša hvala, Špela, pa Štefan, če se ne motim, super, Ja. v bistvu je bila to zelo fajna poteza, a ne, ker dejansko, ko na nekomu kažeš, je še bolj razvidno, a ne. Ja. Zdaj, ena stvar, ki bi te prosila, mogoče samo eno ali pa dve besede glede sproščanja, no. Zdaj čisto na koncu. Saj sem rekla v točkah, ne, pol je pa ušlo iz glave, ker jaz not padem, pol pa me je težko ustaviti, a ne. Okej, glede sproščanja je pa tako. Jaz sem vsakič po treningu ali pa če ne morem se umiriti zvečer pa zaspati, se osredotočam na sproščanje in ker pač različne faze v življenju, a ne, nam različno pomenijo, a ne, in zdaj tako, jaz še nisem na tej fazi raznih meditacij, mi je pa všeč joga, se pa zavedam, da pač možgani rabijo kisik, celice rabijo kisik za boljše delovanje in vem, da včasih ne diham v redu skozi dan in čutim napetost v telesu in pač zato poskrbim potem po telovadbi, po treningu oziroma pred spanjem, če nisem za to prej poskrbela. Se pa daš zdaj v en tak spet sproščen položaj, a ne, se uležeš, za križ recimo je najboljše, da so noge dvignjene gor na kakšnem stolu ali pa kavču, takole pravokotno, da počivajo, da križ počiva. Kakorkoli je vam že udobno, lahko imate roke ven, lahko si pa date eno roko na trebuh, drugo roko na pljuča, in tukaj med rebri, a ne, takole imate eno trebušno prepono mišico, ki jo probamo zdaj čim bolj aktivirati, a ne. In zdaj bo naš cilj, da naredimo vdih 3 sekunde in izdih 7 sekund. Vdih je skozi nos, izdih je podaljšan, je skozi usta in ob tem, ko naredimo vdih, probamo zajeti res čim več zraka v pljuča in v trebuh, da se nam rebra čim bolj razširijo, a ne. In potem, ko naredimo izdih, res izdihnemo močno vse ven, stisnemo rebra, spet se nam bo trebuh malo aktiviral, ne pa se siliti pa tresti pa karkoli, a ne. Eni boste mogoče naredili lahko 7, 8, 9 sekund dolg izdih, eni boste pa že pri 3. sekundi imeli pavzo, a ne, ampak to vse z vajo rata lažje, ko recimo ujamete tisti pravi ritem, tako da tale sproščanje jaz največ prakticiram, roka na prsni koš, roka na trebuh in gremo vdih skozi nos, pa izdih skozi usta. Pa vdih, pa izdih. Vdih, izdih. Pa še nadaljuješ, fino je, če imaš ugasnjeno recimo luč, če imaš kakšno sproščujočo muziko v ozadju, kar vam pač pomaga pri boljši izvedbi, kar vam pomaga, da vas sprosti, in vi se lahko osredotočite samo na to, kakšen vdih boste naredili, koliko razširite vaša rebra, a se vam sploh kaj razširijo spredaj, lahko se tudi takole primete, vidite, palček je zadaj, ostali prsti so spredaj in imate direkt v roko povratno informacijo, koliko dejansko razširite vi ta vaša rebra, a ne. A dihate samo v trebuh ali pa v pljuča, a dejansko razširite tudi rebra, a jih razširite samo spredaj, ali grejo tudi zadaj kaj narazen, a ne. Recimo mene fino ta prijem velikokrat in greš in nadaljuješ in delaš to recimo 2, 3 minutke.
naredite vsaj nekih 15 do 20 vdihov in izdihov in s tem v bistvu po napornem dnevu ali pa po napornem treningu pripravite svoje telo, da pride spet v tisto pomirjeno stanje, da ni v akcijskem navalu energije in misli in vsega, ampak da se dejansko napoji s kisikom, močen vdih in potem vse izdihneš ven, podaljšaš, po vdihu narediš mogoče še kakšno pavzo za sekundo, a ne, tako. In v bistvu s tem res pripelješ telo do neke umirjene faze, ki je pač pripravljeno na počitek in v bistvu potem tudi recimo večerna vadba ne bi smela biti problem, pa da se ne morete pomiriti, a ne, pa da ste še kar polni energije. Tako, s tem prisilno delujete na svoje telo in na njegovo fiziologijo, čist na znanost, da se on umiri in lepo preide v neko stanje za spanje. Tako da, to je to. Super, najlepša hvala. Prosim. Evo, zdaj bi v bistvu potem vas na koncu prosila, a ne, oziroma povabila, če imate res kakšne vprašanja, kamot jih zdajle postavite, zapišete v chat. Meni sta recimo prišla dva na misel, ampak bom seveda dala prednost. Če želite, lahko tudi kar direkt audio, vklopite mikrofonček, vprašate ali pa v klepetalnik. Jaz sem imela res eno vprašanje, in sicer si rekla 30 minut na dan. Rekla si sprehod. A mogoče, mislim, a je to tudi kaj odvisno od našega življenjskega sloga, pač kaj se kaj priporoča, kakšne vrste 30 minut, a ne? Ko veva, da je lahko marsikaj. Ja. Tako kot sem rekla na začetku, a ne, če imate zdaj vi fizično recimo službo, fizično zahtevno delo, a ne, potem mislim, da bo ta sprehod čisto dovolj za vas. Naredite med sprehodom kakšno raztezno vajo, a ne, kakšno umirjeno raztezno vajo, da podaljšate hrbet, tako kot smo naredili tisti child pose, ali pa ko pridete domov kamelo mačko, a ne, tisto, ko narediš grbico pa v nasprotno smer, se mi zdijo take razbremenilne vaje boljše, ker če ti neke cigle prenašaš, a ne, mislim, vemo vsi, koliko teži si ti v 8 urah prenesel, ogromno, a ne. Zdaj pa, če ti sediš, pa v bistvu sprehod ne bo v redu, mislim, bo za sprostiti glavo, ampak glavo boš sprostil tudi vmes, ko boš delal neko bolj, pardon, da si naštimam, da bom primeril spet, boš pa delal v nekem bolj intenzivnem treningu, a ne, in takrat bi pa jaz naredila ali kakšno vajo za kardio, ali hiter vzpon na hrib za pol ure, ali bi naredila, ne vem, si zadanem, danes bom naredila 100 push-upov, jutri bom naredila 50 sklec, naslednji dan bom naredila, a ne, saj to je v roku 30 minut, a ne, saj 100 pa 50 se mogoče veliko sliši, ampak če si pa ti samo rečeš, 30 minut imam, da naredim 100 sklec, verjemite, to se naredi lahko v 3, 4, 5 minutah, a ne. Mislim, odvisno je, koliko boš imel pavzo vmes, ampak hočem reči, da takrat je bolj pomembno, da narediš malo bolj hardcore fizično aktivno vadbo, a ne, da dejansko vklopiš svoje mišice, ki so sedele cel dan, ki si bil izključen cel dan, ki se nisi premaknil, ki je bil tvoj največji sprehod do hladilnika ali pa do WC-ja in to je bilo to, a ne, tako da pač takrat je zelo fajn, da telo malo spravimo v pogon, da mu malo krvni obtok poživimo, da se malo pač da se limfa prekrvavi, da gre malo iz periferije, iz rok, iz nog, čez srce, čez telo, a ne, ne pa da smo samo na mestu. Tako da takrat si date kakšen trening za moč, to je najbolj pomembno, a ne, za moč, počepi, izpadni, za trebuh, za hrbet vedno. Jaz pravim, s tem ne moreš faliti, za trebuh pa za hrbet, to, kar sem na začetku tudi s tem začela, to je za vsakega najbolj pomembno. Tako da to je sigurno pomembno. Super, ja. Hvala. Okej, ima še kdo mogoče kakšno vprašanje?
Si imela še ta drugega? Ali sem Ja. vse... Ja, jaz, če bi lahko, preden sem prišel, zdaj tole poslušati, pri sosedu pomagal, drva cepati, ampak sem zdaj te vaje delal, bolj mišice bolijo, kot prej od cepljenja drv. Pa cepljenje drv je vse v eno stran, ne? Ne, tisto je bilo na hidravliko, ampak je bilo pa treba vse en dvigati, pa potlej stran metati. Tudi ni bilo lahko, ampak tele vaje niso tako enostavne, recimo za tiste, kakor smo že malo čez 60. Zato sem pa rekla, da je čista prva. A ste ujel čista prvo, ki je bila čisto osnovna, ko smo samo glavo dvignili gor, pa smo dihali? Ja, sem. No, tista je ampak ostalo pa ni bilo več tako preprosto. No, saj zaradi tega se pa reče, a ne? Zato pa pravim, pa začnete s ta prvo. Tole. Vdih, izdih. In ko boste enkrat to toliko jačil, sem rekla, potem šele greš na naslednjo, a ne? Jaz nisem mislila, da se v enem treningu naredi vse, kar sem jaz pokazala. To recimo delate lahko en mesec, pa potem naslednji mesec rečete nič, zdaj bom pa jaz probal še tole noge gor spraviti, ne? In zdaj, če bojo tele noge šle v iztek tukaj gor, bo super, pa bo šla ena, pa bo šla druga, a ne? Ali pa boste šle obe. Tukaj dol, tole je ful težko, a ne? In tole narediti, da imate križ dol zalepljen, to jaz razumem, da je čist preveč težko. Zato se pa prilagodi višino iz tega, ali pa recimo samo eno nogo, pa samo drugo nogo, a ne? Nič pa prehitevati vaj, če vidite, da križa nimate na tleh, pol je to. Tudi počep, a ne, je treba narediti v taki meri, da pač vam to gre. A jih naredite 5, ali pa 3, pa imate pauzo, pa 3, pa imate pauzo, ampak da res paste na tehniko, da greste lepo z zadnjico nazaj proti stolu, proti kavču, pa potem gor pridete, iztegnete, zadnjico skupaj stisnete, a ne? Tako da ste res, jaz pravim, rajš postopno, pa manj zahtevno, kot si pa neke take previsoke cilje dati, kakor ste že sam ugotovil, a ne? Tudi moje 50-60-letnice na treningih, mislim, to je bil tak napredek res od oktobra, ko smo začeli, do zdaj, ko se je meni malo trebuh naredil, a ne, od nosečnosti so one mene šišale, sem bila jaz tako, wow, bravo, a ne, se da natrenirati, ampak moramo iti z glavo, ne smemo prehitevati dogodkov, ker ne bomo čisto nič pridobili s tem, a ne. Ja, najtežje je imeti hrbtenico na tleh, to mi ni ratalo, vsakič sem lahko dlan spod porinil. Kaj pa če bi malo, recimo, ja, da bi si mačkam tukaj pod zadnjico dal recimo svoje dlani, čist malenkostno toliko, da dobite bolj ta občutek res, kako je imeti to, ali pa če kar date noge gor nekam, a ne. Ja, tole bo bolj enostaven. Ja, ampak še zmeraj, recimo, tukaj se še zmeraj taka naravna krivina v hrbtenici naredi, a ne. Jaz tukaj še zmeraj moram zavestno reči, tudi če imam noge gor, še zmeraj moram križ dol prilepiti. In vi že s tem, ko prilimate križ dol, v bistvu aktivirate trebušne mišice, a ne. Pa jaz dole ležim, pa nisem nič naredila, samo iz tegale sem križ dol prilepila in imam napete trebušne mišice, a ne. In potem en napor je že to, da se glava dvigne, vsi ostali tisti noge pa roke, tiste pa že ful težko, ne. Saj zato jaz nisem vedela, kakšno starost občinstva imam, pa sem pol dala od najlažje do malo težje vaje, da lahko se vsak v nečem najde. Ja, pa tudi dihanje tudi ni tako enostaven. Bolj mi je odgovarjalo ravno obratno, kakor je treba. Je takrat, kadar morate narediti nek napor, recimo se dvigniti gor v počepu, ali pa takrat, ko morate križ dol pritisniti, takrat je vedno izdih, a ne. Pri vsaki vaji, takrat, ko se vam zdi, da je bolj naporna, naš telo avtomatsko naredi krč, a ne. In takrat to ni dobro, takrat je treba izdih narediti, a ne. In takrat, ko nam je lažje v vaji, takrat naredimo vdih, da se pripravimo na to, in potem, ko je težko, spet naredimo izdih, a ne. Ja, tako je. Saj smešen, saj mogoče je, samo to tako je, človeško telo rabi zrak, da deluje, ne, mislim. Pa, ko ugotovimo, koliko je lažje, ko res vizualno in tudi tako, da se sliš, dihaš, pa v bistvu ti rata ta taka rutina, da
da pozabiš, da si sploh, da ti je bilo to kdaj kadarkoli smešno ali pa ti ni šlo, recimo, ne. So pa malenkosti, ki so pomembne pač. No, jaz mislim, da od zdajle naprej vsak dan zjutraj, ko se dobimo tudi na skupni molitvi, bomo tudi se spodbujali, da bomo še kakšno vajo naredili poleg sprehoda. Ja, no, Pa super. tisto se mi zdelo super, res, da naredimo seznam in da potem odkljukamo. Pa Ja. zadosti pitje, voda to je tudi problem, to se strinjam, imaš Ja. občutek lakote, pa greš raje v hladilnik nekaj hladnega iskati, kakor da bi kozarec vode popil. Ja, super. Ja, to so res take stvari, se mi zdi, da če bi, tako kot ste rekli, da to usvojimo, pa smo zelo veliko naredili za sebe, na vsak način. Ja. Tako da res se zdelo, mislim, zelo dobro je bilo to, mislim, najprej vodeno, pa tudi prikazano, tako da res vidim, da stvari obvladate zelo dobro. Super, hvala. In vidim zdaj, koliko nam še manjka, vsaj meni. Ja, dobro, pa počasi se vedno nekam pride, a ne? Počasi se pride do cilja, ne samo nekam. Tako, evo. In to, evo, napišete si cilje na listek in pa bo še toliko večje zadovoljstvo, ko boste vse kljukice naredil po enem tednu, po enem mesecu, po 3 mesecih, a ne, in boste pol tudi opazil, recimo, mislim, te vaje za tele notranje trebušne in za hrbet nasploh, a ne, to je tako, mi se skozi upogibamo, a ne, ne vem, midva imava tukaj hladilnik dol, a ne, mislim dol, pač mečkan moram se upogniti, a ne, če bi se jaz skozi s krivim hrbtom upogibala, bi mene že zdavni, tudi če sem stara 35, bi me špiknala, ne, ker sem pač športnik od prej, s poškodbami od prej in jaz točno vem, kaj lahko delam zase in kje moram biti pazljiva in pač jaz nepravilnega pobiranja v svojem življenju nimam, ker ga bom naredila enkrat napačno in me bo spet štihnilo za 2 meseca, da se ne bom mogla pobrati. Če ga pa ne delam nepravilno, a ne, pa pač grem v pravilen počep, ki je na trenutke malo smešen, ki gre pač rit nazaj in tako, a ne, ampak sem pa zdrava in vitalna in lahko skačem in sem 5 mesecev noseča in grem dol iz šmarne po koreninah in priskakljam dol, a ne, pač to so pa te razlike, za katere se mora človek odločiti, kako bo izpadalo v kakšnem momentu, a se bom jaz rajš pobral tako, pa bil zdrav, a sem poberal takole, pa ves pokrivljen, pa ne, pol bo problem sploh ustal, a ne. Pa tudi ta pobiranja iz postelje so ponavadi priporočena na bok, pol pa koleno naprej, pa gor, a ne. Spet kontrola, a ne. To vse pride pol iz tistega počepa, recimo, ki smo ga delali, ne. Ker najprej počep na obeh nogah, potem je pa ta izpadnik, ko greš z eno nazaj, pa z drugo nazaj in to je že uvod v vsa ostala dvigovanja bremen, recimo, ne. Ja, zdaj, kar se tiče hladilnika, jaz sem mislil, da ste rekli, da imate hladilnike nadstropje nižji. Jaz sem ga pa spravil nadstropje višji, da moram malo iti najprej po stopnicah gor, da pridem do njega. Najraje bi ga dal kar na podstrešje. To je dobra rešitev, ja. Na podstrešje se ga da ali pa v klet pa zaklene, pa ključ nese v ta zgoren štuk, da je treba najprej v zgoren štuk po ključ, pa še dol v klet, da se lahko hladilnik odpre. To je dobra ideja, bom videl, če se da to kaj realizirati. Ja, samo da no pol rezerven, ki je tam od spodaj zahakljan. Ne vem, upam, da se bomo še kaj slišali pa videli, pa bomo pol izkušnje podelili. Tako. Super, hvala, Andrej. Ja, hvala obema. Hvala. Za lep primer, a ne, torej lep zgled, ki si nam ga dal. Ja, Stela, mogoče naslednja taka programska usmeritev, strateško vodena vadba. Ja. Da vadimo, a ne. Ja. Okej, v bistvu v tem vprašanju si že zelo dobro odgovorila tudi na moj drug vprašanje, ker sem hotela vprašati, kaj pa recimo, če mogoče kdo ne more vsega narediti, ali pa da ima kakšno poškodbo, ali pa da pač preprosto, ne vem, mu ne dela ena noga, ali pa kakorkoli. Ja, vse splošno vodilo je pač tako, da delaš do bolečine, a ne. Dobro je recimo, veliko ljudi je, ne vem, v eno smer zelo usmerjenih, če so desničarji, ali pa recimo, da bi imel človek samo eno stran mobilno, drugo pa slabše, a ne. Ti s tem, ko treniraš slabšo stran,
treniraš boljšo in s tem, ko treniraš boljšo, treniraš slabšo. A ne? In če boš ti naredil neko ponovitev na eno stran, se potrudiš narediti isto število ponovitev na drugo stran, tudi če z več pavzami, tudi če je težje. Kvečem narediš na boljšo kakšno manj, pa na slabšo kakšno več, zato da jih probaš uravnovesiti. A ne? Ker še vseeno v telesu je fino, da so neke simetrije, ker telo pač ni simetrično in ga probamo mi uravnati s temi vadbami, a ne? In vedno nam bo na eno nogo lažje delati, na eno roko lažje delati, na eno stran bomo bolj gibljivi, na eno stran se bomo lažje upognili, a ne? In to nam je lahko opozorilo, da rečemo, aha, čak malo, kaj pa je z drugo stranjo? In se probaš na drugo stran bolj sfokusirati, zaradi tega, da jo približaš ta boljši, da ujame boljšo stran, a ne? In če imamo recimo pa kako poškodbo, mislim, tako ali tako, pač zdravnik in fizioterapija in tako naprej, a ne, so na prvem mestu, ker so oni strokovnjaki za take stvari, ampak če ti vidiš, da tebi neko gibanje sproži bolečino, potem ga pač ne delaš. Najdeš drug način gibanja, drugo vajo za recimo isto mišično skupino, ki ti bo naredila nekak podoben učinek in ki ti ne bo sprožila te bolečine, a ne. Ker s tem, da mi sprožamo še dodatno nekaj, kar nas že itak boli in teži, samo kol na kol, samo slabš, vedno slabša, ne. Ni ono, saj bom danes šel čez tole ramo, ki imam malo tako trdo, pa jo ne morem orang gor dvigati, a ne, jutri bo boljš. Ja, danes jo boš dvignil do tako, do tam, kjer te ne boli, ker mogoče to pomeni, da si jo do sem lepo razmigal. Se pravi, jutri jo boš mogoče 5 centimetrov višji dvignil lahko, ali pa čez 5 dni, ali pa čez en teden, in mogoče jo boš čez en mesec lahko že do tukaj dvignil, a ne, ne pa zdaj čez prag bolečine, pa na vse ali nič dvigovati roke gor dol, samo zato, da boš prišel do tega cilja, še zmeraj te bo pobolel, popravil ne boš nič, torej kaj si naredil, nič, a ne. Treba je poslušati svoje telo, treba je iti v tistem obsegu gibanja, ki tebi odgovarja, a ne. Starejši, ko smo tudi manj mobilni, manj gibljivi in recimo nek obseg gibanja je za določene vaje potreben, a ne. Ne more kar vsak narediti vsake vaje, ker pač ni toliko gibljiv, recimo ramenski obroč, lahko hitro ratamo navznoter, roke stegneš, ko ležiš na tleh, a ne, nekomu je že to problem, da ima roke nad glavo stegnjene, a ne. Se pravi, mogoče mu je boljše, da dela to vajo v stoje, dvigne, spusti, a ne, ker če bo ležal, tako kot smo mi prej delali na tleh, na trebuhu, a ne, pa je imel Štefan stegnjene roke spredi, ne, on komaj lepo tukaj gor pride, a ne. Recimo, če bi bil pa nekdo, ki bi bil še starejši, pa bi imel tako, bi on bil v bistvu že ful s hrbtom gor dvignen, a ne. Se pravi, je boljše, da ostane in lepo stoje dela tole, ko smo delali, v pogib, iztek. Isto, primeš 2 flaški v roke, v pogib, iztek, glih tako ti bo delal hrbet, vse s tem, da boš imel kontrolo, kam bo ta v pogib pa iztek šel, še vedno se lahko trudiš, da daš komolce nazaj, roke nazaj, a ne, samo da ti tla niso ovira fizična, ki bi ti preprečevala to gibanje, a ne. Tako da vsakič treba biti pozoren, če vas nekaj boli, če vas nekaj matra, pač ne gre z glavo skozi zid, so pa dobre te dihalne vaje, ker tudi sprostijo recimo napetost v mišicah, kdaj se zaležimo, mogoče nas vrat boli, in je pač treba razmigati, malo pa pomal, a ne. Vedno večje gibanje bo možno, ampak ne ga pa na silo, zdaj si se zjutraj zbudil in imaš zaležan vrat in zdaj nekaj na silo, ne. Pač rajš pusti telesu, da se zbudi, nežno zazibate, ko si umijete zobe, boste videli, da ste že malo bolj k sebi prišli, ko še malo krvni obtok poživite, bo že lažje, sredi dneva mogoče vas že ne bo več bolela, ne, ampak naredite nekaj na tem, niste šli pa z glavo skozi, no, samo to sem hotela reči, tako po pameti. Hvala, super. Evo, jaz bi zdaj v bistvu glede na časovno čas, ki smo ga skupaj že preživeli, potem počasi zaključila. Špela, res najlepša hvala za ta strokoven prikaz. Mislim, da smo se zelo veliko
naučili, verjamem pa, da bo še marsikdo odnesel kaj od tega posnetka.